Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gosta današnjega športnega pogovora sta paraatlet Robi Kogovšek in njegov spremljevalec Jan Trček. Lepo pozdravljena oba dva. Ja, lep pozdrav. Robi, kljub temu, da že od rojstva ne vidiš, si se posvetil športu, v zadnjih letih si postal odličen paraatlet, tekač, predtem si se ukvarjal tudi z drugimi športi. Kaj te je pritegnilo, da si se posvetil teku? Prvo, kad si že omenil, sem treniral golbal. Obenem sem pa tudi treniral poleg golbala, ali nisem treniral, v bistvu sem tekmoval obenem tudi na atletskih tekmovanjih, kodar nisem imel konkurence. Prišel pa en mednarodne evropske igre na Finskem in sem me vprašal, če bi nastopil na njih, in sem potrdil. In gor mi je uspel preteči na 100 metrov 3. mesto, brez vsakega treninga. In takrat me je Roman nekako opazil, da sem nek kandidat za atletiko, in me je začel pregovarjati o to. Govoriva o Romanu Kejžarju, enem najboljših slovenskih maratoncev. Tako. Torej, Roman je tudi tvoj trener. Opazil te, ste takoj začeli sodelovati, ali je bilo potrebno kaj prepričevanja? Ne, nisem začela takoj. Gledati me prišel na enem mednarodnem tekmovanju v Ljubljani, ki je mu Centariri Zavod za slepe pa slabovidne 100-letnico, in so bile isto tekmovanja, atletska tekmovanja, in me je prišel tja pogledati. Mesec pozneje, 2019, konec junija, sem na Finskem nastopil, in takrat po Finskem, ko sem trade bil, me je začel tudi klicati pa pregovarjati, sam jaz se pa nisem takrat videl v tem. Ampak sedaj smo najbolj hvaležen, da je bil tako vztrajen. Ja, zdaj ja, takrat mi je šel pa blazno na živce. Ampak še mogoče ena primerjava. Rekel sem, Roman Kejžar odličen maratonec, sam pa nastopaš na krajših razdaljah, predvsem na 400-metrskih, čeprav, kolikor sem zasledil, si tudi Roman Kejžar želi, da bi sam šel na daljše razdalje na 1500 metrov. Kje je sedaj, zakaj se tehta ta odločitev? Ja, glede na mojo postavo, konstrukcijo telesa je rekel Roman po njegovih očeh, da je moja disciplina srednje proga, se pravi jurja pa pol pa 5 jurjev. Je pa dejstvo, da nimam vztrajnosti oziroma nisem vzdržljiv na dolge razdalje. Zato imamo začetni plan je tak, da 400 razvijamo čim bolj, kar se da, da razvijamo najhitrejšo hitrost na 400 metrov in to prenesemo na jurja pa pol. Jan, kot rečeno, si spremljevalec Robija. Najprej, kakšna je točno tvoja vloga pri teku, pri nastopih? Ja, jaz z Robijem upravljam vse te stadionske treninge, se pravi ponavadi to 2-krat na teden tečemo te intervale na stadionu, pa pač spremljam ga na tekmah, se pravi vodim ga pred štartom, vse pripravljam štartne bloke, no že prej tudi se z njim ogrevam, se pravi vse stvari v bistvu delava skupaj, no, tudi na treningih in na tekmah. Ja. Kako izgleda ta tek, ko tečete skupaj? Kako ga usmerjaš? Na kakšen način? V bistvu so povezana z neko vrvico, ki je, se pravi, za ogrevanje ima ponavadi daljša, mislim, da je dolga 18 cm, ima na vsaki strani tako zanko, da potem jaz in on pač na vsaki strani primeva za to zanko, da ga pa s pomočjo te vrvice vodamo, ne. Na tekmovanjih je pa ta vrvica malo krajša, pa mislim, da dolga 10 cm, tako da je pač, da je še boljši kontakt, no, ima še boljši občutek med tekom pa. Ko si se prvič srečal s tem z vlogo spremljevalca, je bilo težko se uskladiti z glavnim tekmovalcem? Ali to hitro pride v... Ja, je bilo težko, no. Zdaj se verjetno niti ne zavedamo več, koliko enih stvari smo dali česa, ne, pa koliko smo se naučili. Ampak ja, na začetku je zmer, pa ni bil korak usklajen, pa sem z napačno nogo začel, pa je pa vse šlo po svoje, pa ja, čas pa zvajo se, pa so se pa kar uskladila, ja, tako da zdaj mislim, da so kar, no. Robi, omenil si pred začetkom snemanja, da kar nekaj treningov opraviš tudi sam, na kakšen način? Ja, doma, že preden sem začel se odločil za atletiko, sem dobil tekalno stezo, ki je financiral Paraolimpijski komitej.
In ja, večinoma 2/3 treningov naredim doma na tekalnem stezu sob. Potem v živo, ko greste na stadion, sta pač skupaj, kako poteka tak trening, koliko ponujitev, koliko časa sploh traja trening. Ja, vse skupaj ponavadi traja tam uro pa pol do uro 45, no, na začetku ene pol ure do 40 minut je ogrevanja, se pravi neki teka, neki razteznih vaj, malo tekaške abecede pa tako. Pa ta glavni del treninga je pa zelo različen, tudi odvisen, v katerem delu sezone smo, kakšni so te intervali, kakšen je cilj takrat, a se dela na hitrosti ali na vzdržljivosti, a ne. Ampak ponavadi je tam nekje od 20 do 30 minut, je pa pač ta glavni del, se pravi pač intervali s pavzami vred, tam nekje 20-30 minut ponavadi. Jutri se odpravljata na Japonsko, na svetovno prvenstvo, so bili treningi zdaj pred odhodom kaj prilagojeni, kaj bolj bom rekel intenzivni zaradi samega pomembnosti tekmovanja. Ja, v bistvu zadnji mesec je bil naporen, so bili treningi naviti, še dosti bolj naporni kot prejšnji. Je pa v zadnjem tednu se je pa malo spuščal, je bil en trening na dan, ga sva jih imela od 10 do 13 na teden. Se je treba tudi kar nekaj časa za to vzeti, se pravi, samo temu se podrediti v bistvu življenje. Ja, v bistvu ja, malo bolj organizacija dneva je. Ja, jaz pa v bistvu treniram malo manj, ker Robi drugače. Treniram enkrat na dan, a ne, ker pač delam zraven, še pač hodim v službo, ja, tako da treniram enkrat na dan, je pa meni pač, ja, mi je lažje upravljati te treninge, tako da verjetno pač je ta količina treninga pol pač je nekako enakovredna. Da sploh odhajate na Japonsko, na svetovno prvenstvo, je bilo treba seveda pri tem doseči kvalifikacije, doseči norme. Ja. In to vam je uspelo Robi, to ti je uspelo na tekmi v Dubaju, kjer sicer ni bil Jan tvoj spremljevalec. Ja, res je bil Žan Rudolf, državni rekorder na 600 pa 1000 metrov, pa 800 metrov. Tja smo v bistvu dali vse, nekako smo šli na glavo na to, kar bo, in smo tudi zato aktivirali Žana. In ja, nam je uspelo na največjem mitingu sezone, kjer so bile tudi druga, to je bil še pika na i, tako da mest potem so pa še z Janom izboljšala cajt po 56 sekund, kar je bilo pa še toliko boljše. Se pravi, sedaj na to odhajate, verjamem, polno optimizma. Kakšne so pričakovanja, pa bi najprej Jan tebe vprašal, kaj misliš, kakšne možnosti ima Robi za dosego rezultata? Lahko poseže po najvišjih mestih? Ja, ne vem, mislim, nam je itak smer želja, da se izboljšujemo, da napredujemo, a ne. Tako da mislim, da kakor so potekali zdaj treningi, je pač čist realno pričakovati in pač najboljši rezultat do zdaj. Kaj pa bo ta rezultat, mislim, kaj pa bo ta čas prinesel, je pa težko napovedati, ja, dosti tudi odvisen, kakšne tekmovalce dobiš že v predskupini, a ne, in pa odvisen od tega tudi nadaljevanje tekmovanja, a ne, uvrstitve naprej v finale in tako. Robi, boš tudi tako, bom rekel, previden pri napovedih. Ja, moj prvi cilj je, da izboljšava osebni čas. Če bo pa rezultat ful dober, pa toliko bolj. Čakava ju dolga pot, bo tudi to vplivalo, kaj bom rekel, na same nastope, mogoče posledice utrujenosti, kar nekaj ur boste preživela na letalu. Ja, upam, da ne bo. Tako da pač to si želim, vem pa, da časovna razlika tudi prinese svoje, kar se mogoče tega malo bojim. Ampak upam, da ne bo vplival. Ampak glede na to, da ste, kar bom rekel, tak zanimiv par, veliko se tudi hecata, te imajo verjetno tako tudi na treningih. Ja, tudi včasih, no, predvsem ko med ogrevanjem pa pol, ko se na koncu, ko se raztezamo pa tako, se tudi pohecamo, no. Ampak takrat, ko se pa dela, no, takrat je pač je resno, ja, drugače se pa tudi pohecamo. Če pogledamo, svetovno prvenstvo je drugi najvišji rang tekmovanja, na katerem želi nastopiti vsak športnik. Najvišji so olimpijske igre, v Robi v tem primeru paraolimpijske. So kakšne želje usmerjene tudi v nastop na paraolimpijskih igrah? Ja, želja je, imamo pa malo omejitev s kvotami, slovenskimi kvotami, tako da je še moj nastop na paraolimpijskih igrah pod vprašanjem.
Govoriš o letošnjih? Ali, Letošnjih, ja. ali se pravi, obstaja tudi možnost, da bi tudi letos šel na paraolimpijske? Obstaja možnost, ni še pa potrjen. Se pravi, je to tudi odvisno, kaj je mogoče od dosežka na Japonskem? Tudi malo je tudi od tega odvisno. Ja. Ja, zate paraolimpijske igre nastop verjetno bi bil tudi. Ja, ja, seveda. Robi, kako ostali sokrajani si iz Vratca spremljajo tvoje nastope, te podpirajo? Ja, na začetku je bil nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem pod vprašanjem zaradi financ Paraolimpijskega komiteja, zaradi tega, ker je letos olimpijsko leto in nekako so vse mora financirati Paraolimpijski komitej in za vse so že napovedali, da niso prepričani, da bojo lahko financirali. In zato sem jaz tudi doma to povedal bratom in je ta stari brat Damjan je povedal na vas in so se tudi vaščani aktivirali, ker so sredi aprila naredili en dobrodelen dogodek za nas, ker smo se s celotno ekipo predstavili, se pravi s trenerjem Romanom Kejžerjem, pa spremljevalcem Janom Trčkom, pa menedžerjem Igorjem Erženom, na katerem smo pač zbrali dovolj sredstev, da lahko gremo zdaj na svetovno prvenstvo. In zagotovo se jim bo skušal na najboljši možen način oddolžiti za vso to podporo, katero ti nudijo. Ja, res je. Pač obenem sem jim bi tudi zahvalil, predvsem Nikotu Antarju, glavnemu organizatorju in vsem, ki so pomagali pri tem. Ja, ti prihajaš iz Bevk, to je nekje med Vrhnikom, Ja. Ljubljano. Kako tebe spremljajo, jo podpirajo? Ja, mene so tudi, malo so me spremljali, pa tako jaz sem tekel že prej, preden sem začel teči z Robijem in so že prej vsi vedeli, da pač da tečem, da sem kar dober, veliko sem tekmoval že prej. Zdaj pa tudi večina ve, da tečem z Robijem, no in je še bolj zanimiv v bistvu, no, ker če tečeš sam, je vsi pač radi spremljajo, no, je zanimiv tudi za pogledati, ja. Je malo nekaj posebenega, no, ni samo tek tako kot posameznik. Jaz bi se vam zahvalil za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Obenem vam zaželel res dober nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem in pa seveda upam, da vam uspe nastopiti tudi na olimpijskih igrah. Hvala. Ja, hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega športnega pogovora in vabljeni tudi k ogledu ostalih oddaj Studia Idrijskih novic.